brez najave, do ljudi na vrata trkati, občutljive teme spraševati, če je to novinarstvo, potem se tega ne grem. Sem že zelo zgodaj, kot zelo majhna, sem stisnila leseno kuhalnico, rada se sprehajala med trtami, intervjuvala. Največja prednost je pa ta etični vidik. Zato je treba res vsako stvar 10-krat preveriti. Za tisto minuto pa pol, za moj prispevek, ki ga pripravim, potrebujem verjetno 8 ur, če ne več. Ko se kamere ugasnejo, potem pa dostikrat tisti nasprotniki politični postanejo čist pravi prijatelji. A je to zdaj vse samo ena igrica, takole za gledalce? Lepo pozdravljeni v podcastu Dolenjskega lista. Tokrat bo moja gostja mlada novinarka, ki obožuje svojo službo. Čeprav ta občasno pušča globoko zasidrane težke zgodbe. Z možem Dolencem sta si dom ustvarila v Ljubljani in čeprav ju poti pogosto vodijo po svetu, ki ga z radovednostjo raziskujeta, pa se vedno rada vračata tudi v Novo mesto. Barbara Vidmajer, dobrodošla. Hvala lepa. Bova na ti, sva novinarski kolegici, včasih sodelavki. Barbara, odkot pravzaprav si? Iz Gotne vasi v Novem mestu ali iz ulice Ivana Roba? Ja, mi imamo že kar neko tako interno šalo, bomo rekli, med krajevno skupnostjo, spadamo v krajevno skupnost Gotna vas, ampak vedno so te neki mini interni pač spori med ulico in vasjo. In mi v ulici rečemo, ne, mi nimamo nič s tem, mi smo ulica in vedno smo imeli potem te neke, mi imamo pa pri nas gostilno, pa 2 avtobusa, pa tako naprej, tako da vedno smo imeli tele neke malce medsosedske spore. Nekomu, ki pa ni iz Novega mesta, pa to najlažje tako razložim, da rečem, tam zraven Revoza. Barbara, kako se spominjaš tistih časov, ko ste se še klatili po tamkajšnjih travnikih, iskali zavetje v gozdovih? Kako se spominjaš tega obdobja? Mislim, meni je Novo mesto res drago in spomini na otroštvo so bili res lepi. Imeli smo res tako, kakor praviš, ja, igrali smo se na travniku v gozdovih, peš smo hodili iz šole in to je bil tak super čas, ko sem si sosedo, mojo najboljšo prijateljico, imela pol ure časa, da smo si povedali vse skrivnosti, načrtovali, kako bova celo poletje, imeli svoj radio, tako da smo ga zapolnili tudi s takimi aktivnostmi in mogoče počasi tudi že tam začela tleti moja želja po novinarstvu. Bila si prva generacija 9-letke v osnovni šoli. Hodila si na osnovno šolo Grm, potem pa te je pot zanesla na novomeško gimnazijo. Tam si se verjetno pa res razvila in postala morda tudi malce bolj odprta. Mogoče res, ja. Ta 9-letka je bil kar en tak preizkus mogoče za vse nas. Nam kot prvi generaciji, kakor si omenila, se je zdelo zanimivo, ker smo preskočili 6. razred in smo bili potem 2 generaciji v bistvu sedmošolcev, tisti, ki smo hodili v 9-letko, pa tisti, ki so 8-letko obiskovali, tako da se nam je zdelo fajn. Smo imeli pa tudi prvi ta nivojski pouk in podobne stvari, tako da je bilo zanimivo obdobje. Ja. Potem pa gimnazija, lepi spomini, pisanje za šolski časopis, tako da lepo, ja. Že zelo zgodaj si pravzaprav začutila to ljubezen do ustvarjanja, do branja, do novinarstva. 4 leta mlajšo sestro imaš, ne? In sta snovali tudi skupaj radijsko postajo in celo časopis. Točno kako to. Je to izgledalo? Ja, jaz sem mojo sestrco Bernardo kar malce prisilila na nek način v to. Vsa poletja sva tako preživeli. Ja, enkrat sva imeli radijsko oddajo, sva snemali pogovorne oddaje, imeli glasbene želje. Radio Krka je bil seveda vzor nama takrat, lokalni radio. In pa tudi časopis, ja, tako kot praviš. Njej se je mogoče bolj kot sama vsebina dopadla v bistvu forma, izgled, kako nekaj izgleda. Tako da se ni potem podala v novinarstvo kot jaz, ampak v oblikovanje.
Ona je arhitektka mlada, ima svoj biro, tako da sem izjemno ponosna tudi na njo. Torej je bila izbira novinarstva, študija novinarstva čisto samoumevna, ne? Zame je kar bila, ja. Moram reči, da sicer so bile mogoče na trenutke doma malce kakšne zavore mogoče ali pa pomisleki. Zakaj? Ja, jaz sem bila, ne vem, odlična celo osnovno šolo, pa tudi na gimnaziji in potem se, ne vem, staršem zdelo, pa ne bi ti raje svojih potencialov mogoče kje druge razvijala. Vedno je dobro imeti kakšnega zdravnika pri hiši, Krka, odlično stoječe podjetje, kakšno novinarstvo zdaj, ne? Mislim, a res je to tvoja izbira? Ampak moj dedek, takrat še živeči, me je pa vedno podpiral. In on je rekel, pač, če to njena želja, naj gre za tem. Pač, on je tudi videl, da, ne vem, sem že zelo zgodaj, kot zelo majhna, sem tisto leseno kuhalnico ponavadi med trgatvijo, rada se sprehajala med trtami, intervjuvala navidezno vse trgače, brentače in to je bil prav tak dogodek leta, tako da mogoče je že takrat videl to neko mojo iskrico, da jo je treba negovati in peljati naprej, da bo nekaj iz tega. Ampak dejansko si v novinarstvu v enem najtežjih obdobij novinarstva in nasplošno tega poklica. Ti je bilo kdaj žal? Žal bi rekla, da ne. So težki trenutki, tako kot praviš. Včasih se vprašaš sam pri sebi, v bistvu, če boš to še peljal naprej, če še vidiš smisel, ne da to ni bila prava izbira, ampak potem se moraš spet spomniti tistih osnov, kaj je dobro novinarstvo, zakaj si se odločil za ta poklic. Ne vem, meni se zdi ena taka bistvena stvar resnicoljubnost. Predstaviti ljudem, kaj je res. Sploh v času teh družbenih omrežij, dezinformacij, zdaj sploh z vzponom umetne inteligence, imamo toliko enega fake newsa, da se mi zdi, da je še toliko bolj bistveno, da imamo dobre, recimo temu, toliko objektivne medije se nikdar ne morejo biti, ne, to nam prvo stvar povedo na novinarstvu na fakulteti, ampak da imamo res ta ver medije, katerim lahko ljudje zaupajo. Ker le na ta način se mi zdi, da lahko še obstaja demokracija in to vodi naprej. Danes se novinarstva dejansko vsak misli, da lahko priučiš. Kaj pa so tiste prednosti, ki ti jih da fakulteta? Točno to. Mogoče smo si novinarji tudi malce sami krivi, da je na nek način se malce razvrednotila ta profesija, poklic, da ja, vsak je lahko, vsak samooklicani pisun misli, da je lahko že praktično novinar, ampak študij pa, mogoče bi jaz rekla, največja prednost je pa ta etični vidik. Se pravi, da je zelo pomembno, da nas priučijo tudi, kakšne so posledice nečesa, ker nam je bilo rečeno, ko ti spraviš neko informacijo v svet. Je to isto, se spomnim, je bilo rečeno, kot v bistvu neki koščki papirja, ki jih raztrgaš in potem spustiš po New Yorku. Se pravi, če se izkaže, da neka novica ni resnična, tudi če jo boš ti kasneje 10-krat popravil, tistih raztrganih koščkov ne boš mogel nikoli vseh zbrati. Pač škoda je že storjena. Zato je treba res vsako stvar 10-krat preveriti, stati za svojimi veri in to se mi zdi, da je tista stvar, ki ti jo daš tudi, da se res ves čas sprašujem, sem to 10-krat preverila, lahko temu zaupam, dajmo še enkrat, da res lahko za vsako trditvijo stojiš. Pa te je kdaj konkretno mikalo raziskovalno novinarstvo? Ja, seveda. Tudi pri svojem delu na trenutke se srečujem tudi s tovrstnim novinarstvom, ki ima seveda svoje prednosti in tudi slabosti. Navadno so to neke teme, kjer niso mogoče vsi najbolj zadovoljni s tistimi skopičkom, kar si našel, in potem si deležen takih ali drugačnih pritiskov. Zdaj pomembno je, da za teboj stoji dobra ekipa, dobri uredniki in da si res prepričan, da vse tisto, kar si povedal, posnel, drži. Da imaš podkovano z dokumenti, s papirji, da potem tisti maili, tiste grožnje z raznimi sodišči,
So samo maili obupa, tako, so ne? samo maili, ja, ti ne pridejo do živega. No, začela si pravzaprav novinarstvo oziroma neke vrste spoznavanje z novinarskim poklicom na Novem mediju, v Novem mestu. Potem te je pot zanesla na radio. Kako si takrat čutila to razliko med revijo, časopisom in radijskim delom? Ja, seveda je nekaj neverjetnega, ko prvič vidiš svoje ime in priimek natisnjeno v reviji, v časopisu. Po moje, da imajo doma še vedno kakšne izrezke takrat prvih teh mojih zapisov. Pa sta starša zbiralca tvojega dela? Pa to ne vem, ampak babica po moje pa, da je pa res spravila kakšno stran, si mislim. In tudi ponosno razlagala, moja vnukinja je pa, tudi kadar vidi v Dolenjskem listu, vsa navdušena. Tako da ja, lepo je to videti. Potem, ko sem pa prišla na radio, nova pesem, čist drug svet, sem se v trenutku zaljubila. Jaz sem si takrat rekla, to je zame, nisem sploh še razmišljala o kakšni televiziji, radio se mi zdi, da me je čisto zasvojil, ja. In bila si kar pridna med vikendi, takrat, ko se nikomur ni dalo delati, si ti stopila v ospredje in dokazala, da znaš. Kaj ti je bilo pa najbolj všeč na radiju? Pač res je bilo super. Če še omenva še najnega sodelavca, pokojnega, zdaj žal že Robija Erjavca. On je bil mogoče tisti, ki me je porinil malce v radijski eter in rekel, kar dej, pač sej veš, da znaš, se bo šlo. Je bil kar šok, spomnim se še danes tega prvega intervjuja. Nec Gazvoda je bil moj sogovornik, znani novomeški pisatelj, režiser in tako. In se spomnim, da sem imela jaz več treme kot on. On je imel precej več izkušenj, kot jaz takrat. In je bilo res nepozabno. Mogoče tudi to, da si del enega dogajanja, tukaj zdaj, na nek način, da tudi soustvarjaš neke dogodke, ki se dogajajo v tistem času. Ja. Ampak kot študentka si bila pridna, delala si tudi prakso na RTV-ju. Kakšen pa je bil to preskok? Tako je. Radio Krka po eni strani lokalna radijska postaja, pa tudi komercialna, potem preskok na nacionalko. Ja, čisto druga pesem, ne? To je pa res en tak velikanski sistem, kjer je zelo veliko zaposlenih. Vedno kot študentka sem se na začetku, po moje, da pol leta predstavljala vsem ljudem, da smo se sploh spoznali, pa še danes se mi to dogaja, da koga še vedno ne poznam. Tako da res en tak velik ustroj. V bistvu ena taka velika hiša znanja, bi jaz temu rekla. Si imela kaj treme? Absolutno. Vstopiti v stavbo, ker se mi zdi, da je že sama stavba veličastna, ne? Za nas takrat, ko smo prihajali iz podeželja, tako rečeno. Ne? Ja, res je. Pa tudi s tem svojim dolenjskim naglasom imaš mogoče malce treme, potem so bile seveda tudi govorne vaje in tako naprej na radiju. Tako da greš z nekim respektom, recimo, prestopiš tista vrata. Ampak ja, mislim, da se lahko res veliko naučiš. Televizijo si pa začela spoznavati v dopisništvu Dolenjskem s pomočjo novinarke Petre Držaj. Kako sta sodelovali? Ja, to je bila tudi ena taka zanimiva zgodba. Imeli smo na fakulteti, se pravi, vsako leto se začenja spoznavati te novinarske zvrsti. V zadnjem letniku mislim, da pride na vrsto televizija kot tisti najbolj kompleksen medij. In očitno sem se tam dobro odrezala, so me tudi profesori videli, da mi gre. In potem je v bistvu eden od profesorjev povedal, hej, zdaj sem zasledil en oglas, so mi pisali, Dolenjsko dopisništvo išče pomoč, jaz mislim, da bi bilo to zate, prijavi se. Tako da, mogoče tudi zaradi tega sem potem zbrala pogum, ker sem dobila neko zunanjo potrditev, da mogoče bi to bilo zame. In je bilo super, no, to sodelovanje. Čisto nekaj drugega, kot pisanje, kot radio, druge zakonitosti so, ampak na koncu me je še to tako zagrabilo in me še zdaj drži v resnici.
Tisti, ki smo večino časa preživeli ob mikrofonu v radijskem studiu, pravimo, ko se enkrat zaljubiš v radio, je to ljubezen do smrti. Kako pa je s televizijo? Verjetno podobno. Jaz tudi v svojem prostem času, ker snemam v bistvu rada in fotografiram in tako naprej, mi je tudi res ena taka ljubezen prirasla k srcu. Se mi zdi, da lahko slika pove, kot zdaj že tako zlajnano rečejo, res več kot 1000 besed. Da lahko velikokrat že z izbiro nekega prizora, določenega kadra, res veliko razkriješ gledalcu. In tudi mimika veliko pove. In tudi mimika veliko pove, res je. Privzdignjena obrv ali pa kaj podobnega zna biti zelo povedna, ja. Barbara, in potem si začela spoznavati televizijo Slovenija, tam si od leta 2014 kot mlado dekle, no, mlada si še danes, ampak z bistveno več izkušnjami. Deluješ v notranje politični redakciji, torej pri resni televiziji, in tam je verjetno delo kar precej stresno. Drži, ja. Je stresno, po drugi strani ni pa nikoli dolgočasno. Vse to drži, ker sta nam recimo povedala takrat kot na fakulteti takrat predavatelja, gostujoča Manica Janežič-Ambrožič in pa gospod Bobovnik, da to je delo, ki te res celega posesa, da od tega ne bomo nikdar obogateli, zamudili bomo vse možne zabave, druženja s prijatelji in tako naprej. Ampak v resnici nisem pa niti enkrat pogledala na uro. Nikdar mi ni bilo dolg čas, da bi rekla. Je naporno, čas jemajoče, hitro teče, tudi stresno, kot praviš, ampak ti pa tudi veliko da. Toliko, kolikor sem ljudi recimo spoznala tudi zaradi svojega poklica, pa na službenih poti šla, se mi zdi, da ti to res veliko da. Tudi televizijski ustroj si pravzaprav spoznala od spodaj navzgor. Kako pa se spominjaš tistega prvega vklopa, tistih začetkov? Ja, začela sem kot študentka, kot mlajša dežurna novinarka, se je tako pri nas takrat reklo, in res poznala ves ustroj lepo po vrsti, na začetku bolj pripravljaš samo sliko, pokrivce in tako naprej, napišeš kakšno vest, morda posnameš anketo, res gre počasi, v resnici si mogoče malce neučakan. Bi rekla počasneje kot recimo na komercialnem radiju, ne? Da res poznaš natančno vse elemente. Ja, potem si pa enkrat vržen, ja, dobesedno na tisti prvi vklop. Spomnim se, za prvi dnevnik je bilo ob 13. Vklapljala sem se iz poti spominov in tovarištva Pot ob žici, in bila sem vsa prestrašena, stresena, ampak sem nekako speljala, nisem zamrznila, to je pa res. Trpljenje za tiste 3 minute, ne? Katastrofa, ja. Danes vodiš jutranja poročila, to pomeni, da si jutranji človek? Sem, ja, v resnici sem. Sem se nekako že privadila, zdaj je pa res že teh let, kar nekaj vstajanja, 4:40 imam budilko, kadar moram biti zjutraj v službi, in je tudi, ja, svojevrsten izziv, ne samo zaradi zgodnjega vstajanja, ampak tudi zaradi majhne ekipe, ki mora v kratkem času proizvesti vsako uro praktično kar 3 poročila, ja, v tistem dopoldnevu. Barbara, preden gredo poročila v eter, preden jih mi, gledalci, vidimo na ekranu, koliko je dela? Jaz tako ponavadi rečem, da za tisto minuto pa pol, ko jo vidijo gledalci recimo v dnevniku za moj prispevek, ki ga pripravim, potrebujem verjetno 8 ur, če ne več. Se pravi, po tistem jutranjem sestanku, ko se razdelijo teme, je zelo veliko klicanja, mi pač delujemo iz danes na danes, iz rok v usta dobesedno, kdo bi nam lahko komentiral neko temo. Nimaš niti veliko časa, da v bistvu raziščeš do potankosti, kaj in kako. Potem se pa odpraviš na teren, posnameš, izprašaš, prideš nazaj, je treba vse skupaj odrezati, zmontirati, tako da vzame še kar nekaj časa. Ja. Zelo, zelo veliko dela.
Preizkusila pa si se tudi na Planet TV. Kakšna pa je razlika v delu med to našo, mi radi pravimo, nacionalko in pa Planetom? Ja, tisto je bil res tak en hiter postanek, bom rekla. To je bila praksa v 3. letniku fakultete. Nisem mi uspelo dovolj zgodaj zagrebsti za nacionalko ali pa Val 202, to sta bile moje nekako prvi izbiri. In sem rekla, dobro, grem pa pogledat tja in moram reči, da izkušnja je bila kar grenka, no, v resnici. Ali pa sem imela mogoče samo tako nesrečo, da je bil moj mentor mogoče malce nesrečno naključje, nisva se nekako ujela. In tudi sam način poročanja, ki je bil precej senzacionalen, senzacionalističen. Vem, da smo šli brez najave do ljudi na vrata trkati, občutljive teme spraševati. To se mi ni zdelo prav in sem si rekla, če je to novinarstvo, potem se tega ne grem. Pač res se mi je zdelo, da na tak način ne more nastati nek dober izdelek. Ravno to, kar si prej razlagala, ne? Viri, dokazi, vse to je prav, da ima novinar v rokavu. Šele potem pride na vrata. Točno in to. sprašuje, ne? Da ne letijo ti listki, da se ne razpadajo v koščke. Ja, in tudi, da vzpostaviš s sogovornikom na začetku nek dober odnos, se mi zdi. Da brez nekega odnosa lahko ta nek manever tega presenečenja izvedeš samo enkrat, ne? Potem drugič ne bo šlo spet na isto finto. Tako da, ne vem, nikdar se mi ni zdelo to na tak način, no? Da deluje novinar kot nek prevarant, ki mora zdaj nekoga pretentati. To zame niso novinarji, no. Kako pa so nate vplivale težke teme? Delala si begunsko krizo, navsezadnje gledali smo te v Novem mestu pri nedavnih dogodkih, ko je bil Aleš Šutar žrtev. Kako je stati z mikrofonom pred ljudmi takrat, kadar trpijo? Ja, še poseben izziv bi jaz temu rekla. Hkrati pa ne smeš dopustiti, da te čustva prevevajo nekako, da imajo premoč nad teboj. Treba jih je dati morda malce na stran. Hkrati pa pokazati tudi na drugi strani neko empatijo. Recimo ravno pri begunski krizi takrat slišiš toliko enih groznih zgodb, kako so res ljudje v želji po boljšem življenju, marsikaj bili pripravljeni narediti, iskali svoje sorodnike in tako naprej. Zgodb je nešteto, sogovornikov tudi, in ti moraš potem v bistvu v tem omejenem času, ki ga imaš na voljo, izluščiti tisto bistvo. Ti si tisti krojač, ki potem rečeš to ja, to ne, in zna biti izjemno, izjemno naporno. Potem še ne vem, prideš domov, ko se je že tisti prispevek odrolal po televiziji, se sprašuješ, a je bilo pravilno, da sem tako naredil na ta način, a bi mogel mogoče še tamle tole povedati. Se mi zdi, da kar še nosiš s seboj, še v spanju se sprašuješ, a je bila prava odločitev ali ne. Ja, naredijo res en tak velik vpliv imajo nate, drugačen. Verjetno je bila podobna zgodba tudi tragedija s poplavami. Tudi tam, kjer ljudje v joku se te vklepajo, pa posnemte še to, pa zakaj pa k nam ne pridete, pri nas je grozno. Pač vsak seveda gleda iz svojega zornega kota in njegova bolečina je seveda najhujša v tistem trenutku. In tudi ti jih moraš razumeti in to je težko. Hkrati pa znati v bistvu nekako pristopiti in moraš biti več, se mi zdi, kot samo novinar na nek način tudi malce psihologa, se znati z njimi pogovoriti, jih pomiriti. Tako da so take zahtevne situacije. Povsem drugačna zgodba pa je politika. In tja si bila vržena, tako rečeno, ne? Volitve, tudi to je novinarsko delo, ja. Spremljanje volitev. Tako je, to so za nas, mi rečemo, po olimpijskih igrah, olimpijske igre za informativen program. Takrat je še posebej stresno, soočenja, priprave, volilni štabi.
Na nek način se mi zdi, da skušajo iz enih in drugih vogalov malce vplivati, kaj povprašati, kakšne teme pa boste kaj spraševali, ampak ti moraš biti seveda nevtralen in pravičen do vsakega, da gledalci res dobijo tisti pravi občutek in se potem lažje odločijo, komu bodo namenili svoj glas. Kdo ti je od politikov, ne bom rekla blizu, ampak najbolj zahteven gost? Ja, vsak po svoje bi rekla. Težko bi prav izpostavila, ampak nekako se mi zdi, da tudi v vsem tem času so se tudi politiki izmojstrili v načinu odgovarjanja, v načinu izmikanja odgovorom, da ne povedo tistega, kar si jih vprašal. Pa vztrajaš takrat z vprašanji? Treba je vztrajati, tako je. Včasih bolj, včasih manj uspešno, ampak ja, se mi zdi, da je res zanimivo pa potem videti, da ko se kamere ugasnejo, potem pa dostikrat tisti nasprotniki politični v tistem ringu postanejo čist pravi prijatelji, grejo skupaj na pijačo in tako naprej. Tako da potem si res rečeš, a je to zdaj vse samo ena igrca takole za gledalce, a je kaj drugega še. Posebno doživetje zate pa je bilo spremljanje Evrovizije. Ja, evrovizijska fenica že od vedno. S to izjemo, da je letos malce drugače, ne? Ja, o tem mogoče še v nadaljevanju. Drugače pa bila sem na kolikih Evrovizijah, pa res 4, 5 se mi zdi. Kako je takrat delati, ko je v zraku polno euforije, pričakovanj, veselja, tudi žalosti na vse zadnje? Tako je, ja, to je res ena taka parada kiča, bleščic, glasbe, mode, ekstravagance, gejev. Pač res je en tak spekter vsega in potem izbrati, kaj je bistvo, je včasih tudi težko. Delaš od jutra do večera, meni je to pač super, ker jo spremljam že od nekdaj. Sploh je odličen občutek, kadar se recimo slovenskemu predstavniku uspe uvrstiti v finale, kadar ne, je spet treba biti tisti psiholog in malce bolj previdno mogoče zastavljati vprašanja, ker so čustva na vrhuncu in tako. Se je pa na žalost to tekmovanje precej spremenilo, ne? Že zadnji 2 leti so napetosti, odkar so pač izključili Rusijo, Izrael na drugi strani pustili, da nemoteno tekmuje. Takrat so se začele pač neke te napetosti, tudi med gledalci, bojkoti in zato se je tudi letos naša televizija odločila, da ne pošlje svojega predstavnika, kar se mi zdi prav. V bistvu sem nekako najbolj jezna, če tako rečem, ali pa nekako najbolj me moti odziv EBU-ja, Evropske radiofuzne zveze, da se je odločila za tako potezo, da torej Izrael še naprej tekmuje. Vemo, da v ozadju je vedno denar. Denar je tisti, ki poganja svet, na žalost. Saj vidimo, kdo je generalni sponzor zadnja leta. Generalni sponzor že zadnja leta je izraelsko podjetje in temu primerno gre potem vse v to smer. Tako da škoda, da se eno tako lep festival, tekmovanje, ki naj bi bilo namenjeno v bistvu temu združevanju, pesmi, lepotah, da se je v bistvu sprevrglo vse prej kot to, ne, kaj drugega. Ampak imela si pa priložnost srečati številna imena, številne glasbenike, ki si jih tudi sicer oboževala. Ena teh je Marija Šerifević. Super. Ja, imela sem kar tremo pristopiti do nje v resnici. Njena pesem Molitva je verjetno še vedno meni najljubša zmagovalna skladba v resnici. Čudovita pevka, si je vzela čas zame, poklepetala z menoj, še fotografijo. Kakšen človek je? Prijetna je. Ja, mogoče ne tipična predstavnica Srbije, bi rekla, vseeno malce bolj zadržana, ampak super gospa. Kako pa si s covidom obračunala? To je bilo tudi eno tako težko obdobje. Sploh se mi zdi v medijih. Takrat smo tudi delali od jutra do večera, hkrati pa smo se spopadali
s številnimi gledalci, ki so dvomili vse skupaj. Prvič zares se mi zdi, da smo takrat se nekako znašli o tem, da se ne zaupa znanju, da se ne zaupa zdravnikom, strokovnjakom. In to je bilo nekaj novega. Razširile so se teorije zarot, ljudje so bili tudi doma za računalniki. Ampak, Barbara, danes veliko gnojnice plava na površje. In od takrat naprej se mi zdi, da se to ni zaustavilo. Da takrat se je neka ta pregrada podrla in je šlo v bistvu samo še naprej v to smer, da se še vedno ne zaupa, tako kot praviš, ne samo strokovnjakom, tudi medijem. Konec koncev zaupanje imamo res tam čisto pri dnu, če pogledamo javnomnenjske ankete. Ne. Kako pa je delati takrat, kadar kakšna zgodba z Dolenjske pride na prvo mesto? Težko je, Jaz sem bila sploh ob tej zadnji tragediji novomeški, se pravi, kot smo rekli, pri pokojnem Šutarju. Sem bila v tujini, bili smo z našim pevskim zborom na Norveškem in ko sem jaz zjutraj pogledala ta tragedija v Novem mestu, kaj se je dogajalo, sem imela tako močno željo, da grem domov, da poročam. V tistem trenutku me ni nič več zanimala tista Norveška, samo prvo letalo, da gremo domov. K sreči smo res že naslednji dan se odpravile. In jaz že, ko sem bila na letalu, sem šefici pisala, vem, da imam dopust, ampak vem, da so izredne razmere, moje mesto gori, jaz bom prišla, a je prav. In je rekla, dej prosim. Zdi se mi, da takrat moraš biti zraven. Seveda veš, da so čustva spet večja in temu primerno moraš tudi odreagirati. Ne pustiti, da te zanese. Imaš pa gotovo morda več informacij, več ljudi poznaš, da lažje veš, koga vprašati v tistem trenutku, kot pa mogoče nek kolega, ki pa pride iz Ljubljane. Če se ustaviva še za trenutek pri covidu, pri tistem obdobju, takrat si zastavila nek svoj projekt 100 knjig. Kako to? V tistem času, ko je bilo sicer veliko dela, veliko razmišljanja, ampak ti si želela, da si tisti čas zapolniš tudi z branjem. Strastna bralka sem in pogosto si zadam kakšne take malce nenavadne izzive sama sebi. In takrat se mi je kar zdelo, ne vem, mogoče te novoletne zaobljube, kaj pa, če bi se jaz lotila projekta 100 knjig, da preberem. Že tako sem jih kar veliko brala, nisem si pa nekako preračunala, koliko zdaj to pride teh knjig na mesec, ne. To je kar tempo v resnici, da ti uspe priti do 100 knjig, ampak mi je 104 knjige sem prebrala do konca leta, pa so me vsi vprašali, ampak to so imele tako, po 100 strani, 50, ne, to so čist tanke bile. Povprečna knjiga, sem tudi to si beležila strani, je imela več kot 300 strani. Tako da je bil kar, ne vem, se mi zdi zalogaj. Po drugi strani pa je bil COVID in to obdobje mogoče najboljše za pobeg v neko navidezno resničnost, v fikcijo. Ker so bile razmere v svetu tako strašanske, tako grozljive, da ko sem prišla potem domov, nisem prižgala nobenega zaslona, nobene televizije, nič, ampak sem se raje potopila v knjige, v tiste druge zgodbe, morda bolj prijetne. Kakšno čtivo pa najraje vzameš v roke? Verjetno so to družbeni romani, pa kakšne kriminalke so mi to zelo ljube. Rada pa posežem tudi po potopisih, kjer dobivam ideje za kakšne nove kraje in države, ki jih želim še obiskati. No, o potovanjih bova rekli kakšno malce kasneje. Si pa že kot otrok zelo rada prepevala v različnih zborih. Še poješ? Še pojem. Trenutno teče 6. leto, 7. v ženskem pevskem zboru Karmen Manet iz Kranja. In res je, pojem že praktično od vrtca. Mislim, da sem samo v 1. razredu osnovne šole nekaj bojkotirala in to je bilo edino leto, drugače pa ves čas v zborih. To je ena taka ljubezen, ki me tudi sprosti, mogoče ob vseh teh stresih, ki jih imam v službi,
je pa to en tak ventil, da daš to ven. Ja. Pa si kdaj razmišljala o kakšni solo karieri pevke? Nekako se čutim, da sem bolj del skupine. Da se ne čutim, da sem tista, ki stopi pred cel zbor in ima solo performance, ampak da se dobro počutim v skupini, ko se res te harmonije pobarvajo in da se počutiš neustrašen, močen. To se mi zdi super. Znaš veliko besedil na pamet? V resnici sem slaba s tem. Moj mož je bolj mojster, kar se tega tiče. Jaz sem bolj za melodije, on je tisti, ki zna vsa besedila, tako da skupaj bi bila medva super kombinacija ali pa najslabša kombinacija, če vzamemo, da on nima posluha, jaz sem pa slaba z besedili. Tako da ta del se ne bi smel poklopiti. Ja. Vedno je boljše biti optimist. Res je, res je. Črt je iz Mirne Peči, Dolenjec, srečala sta se, oziroma spoznala sta se na enem od potovanj. Kako je usvetela ta ljubezen? To je že kar nekaj let nazaj. Kaj? Nekaj pa je že, ja. Že več kot desetletje bomo temu rekli. Ja, res je. Nekako oba sva zaljubljena v potovanja. Nekako je to bilo na koncu srednje šole, tako na prehodu v začetek študija, se je neka skupina prijateljev oziroma znancev dogovorila, kaj pa če bi šli na Irsko, brez agencije, sami backpack organiziramo in vidimo, kako to bo. Ja, in nekako sva pristala skupaj. Takrat vem, da se mi je zdel zoperen fant, s katerim bo težko 14 dni sobivati. Ampak to je bil samo prvi vtis, ki pa ni vedno tisti pravi vtis, bom rekla. Se je izkazal, da je odličen sogovornik in zelo razgledan pravzaprav. Lani sta se poročila, tako. Zapečatila mladostno ljubezen s poroko, ja, tako. In odšla na poročno potovanje na Japonsko. Čigava je bila to ideja? Bi rekla, da kar od obeh. Nekako ta želja po Japonski je tlela že kar nekaj časa. Vedno se nama je zdela predraga, potem sva pa rekla, kdaj, če ne zdaj, ne, bova pa za poročno potovanje si to privoščila in je pa res super izbira. To je dežela res vzhajajočega sonca, kjer sva gledala najlepše sončne vzhode, jedla odlično hrano, videla čudovito naravo, doživela kaos velemest. To je res ena taka dežela, ki bi jo vsakemu priporočila. Res je nek tak organiziran kaos po eni strani, bi rekla. Tako. Bila sta tudi na Sveti gori, ne? Tako, na njihovi Sveti gori Fuji, to nama je tudi uspelo, bom rekla, ne vem, mogoče malce tudi po naključju, ker je precej zahtevno se podati v bistvu na to 3776 metrov visoko goro. Namreč samo 2 meseca v letu je to obdobje, ko se lahko na njo povzpeš. 4000 ljudi na dan dovolijo, da jih spleza gor in moraš precej hiter biti, ko to rezerviraš, imaš prav tako posebno vstopnico, recimo temu, kupiš in seveda biti tudi v kar dobri kondiciji, ker to je le na taki višini, da pravijo, da je možna tudi že višinska bolezen, zato Japonci tudi pričakujejo, da se na pol poti prespi. Tako sva tudi midva naredila. 2 dni nama je vzel ta vzpon in sva v bistvu prvi dan nekje na 3/4 poti prespala v eni taki gorski koči, ki je precej drugačna, kot so te naše koče, slovenske. Se nadihala tistega zraka in potem se nekako malce s težavo povzpela do vrha. Ja. In to je bilo, na nek način razumem, ja, zakaj pravijo, da je taka duhovna izkušnja pravzaprav. Ko si nad oblaki, wow. Kakšni razgledi so se razprli? Mislim, res, res čudovito. Nekako je res upravičila ta slovest, da je dežela vzhajajočega sonca. Nekaj najlepšega. Zanimiva je tudi japonska arhitektura, ne, na podeželju in potem, ko gledaš velemesta, kakšna je razlika? Res je. Japonska je pravzaprav, bi jaz rekla, neka dežela kontrastov. Na eni strani, ja, kot si rekla, taka moderna arhitektura, visoke stolpnice, na drugi pa
ta tradicija, leseni lampioni in tako naprej, minimalizem, mir in zen, res je tako nasprotje. Kaj pa ljudje, kakšni so? So zaprti? Precej zaprti, morda tudi zaradi tega, ker medva ne znava japonsko oziroma oni slabše angleško in zna biti, da je že ta jezikovna bariera, ki je težavna. Kajti s tistimi, ki pa so bili recimo turistični vodiči ali pa kaj podobnega, pa sva navezala stik, so nama pa pravzaprav razkrili to njihovo kulturo, da je nam mogoče zahodnjakom precej nenavadna. Ne? Res so tako zaprti, veliko je osamljenosti, včasih imajo predvsem moški težave pri navezovanju stika z ženskami, samomori so nekaj običajnega, še po drugi strani pa zelo zaznamujejo celotno družino, ne? Tako da imajo po eni strani res svoje težave, po drugi strani pa imajo ta ikigai, oni rečejo smisel življenja, recimo temu, in se mi zdi to tako lepa filozofija. Oni ne grejo nikoli, bomo rekli, v penzion, se ne upokojijo. Res pri 70, 80 letih še vidiš mojstra, ne vem, kaligrafije ali pa izdelovanja neke keramike, kaj tazga. In živi s tistim žarom tudi pri 80 in mogoče tudi zaradi tega tako dolgo živijo, ker uživajo v tistem delu, v tistem bistvu njihovem, za kar naj bi bili poklicani na tem svetu. Povsem drug svet pa je Namibija. Tudi tam sta bila s črtom, ne? Tako, tam sva bila skupaj še z 2 prijateljema. Prav tako Dolencema, ne? Prav tako Dolenca, tako. Tisto je bila pa taka avantura, kjer smo praktično najeli avtomobil in kamperali kar v bistvu v šotorih na strehi avtomobila med divjimi živalmi. Tudi to je posebna izkušnja, ne? Neprecenljivo, ja. Saj je nekaj, ko vidiš, ne vem, slona v živalskem vrtu ali pa žirafo, ampak ko se pa res brez kakšne ograde sprehodi mimo tistega avtomobila, iz katerega Bog ne daj, da stopiš ven v tistem trenutku, je pa wow. Mislim, zaveš se, da si kot človek res majhen, da pač ne, živali so tiste, ki so pač bile tu pred nami in tako, mislim, to je res. Tako kot pravzaprav rabiš vstopnico oziroma dovoljenje za obisk Svete gore na Japonskem, verjetno tudi v Namibiji rabiš dovoljenje za vstop v njihov nacionalni park oziroma v te parke njihove. Tako. In tudi ta način je kar zahteven pravzaprav. Lahko se pač voziš tako, kot smo se mi sami in veljajo posebna pravila. Se pravi, tam lahko odstopiš samo od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, kasneje ni dovoljeno, ker so tole divje živali, tekajo čez cesto in tako naprej, bi se lahko kaj nevarnega zgodilo. Tudi, če te slučajno pritisne na WC, težka, je treba zapeljati prav v posebne koridorje, v bistvu z ograjami, takrat vse zapreš in tečeš za tistih 5 minut, tako da ja, tudi to so kar zahtevne razmere pravzaprav. S čim te je pa najbolj navdušila Namibija? Z naravo? Verjetno, s temi prostranimi puščavami, širina, čudovite živali, ta safari, neokrnjena narava, pa tudi ljudje. V resnici. Ste imeli stik s prebivalci? Stik, tako, ja. Kakšni so? Bom rekla, da je res zanimivo. Na nek način vsi ljudje, ki delajo v turizmu, so tujci, kjer se še vedno pač spet vidi, da Afrika, polna bogastev, še vedno ne, se pozna pač ta kolonialni vpliv, da še vedno ljudje pridejo in želijo pobrati vse bogastvo njeno, ki ga ima, po drugi strani trpeči ljudje, ki pa imajo en tak žar, to pesem v sebi, to je neverjetno. Nasmeh na obrazu. Nasmeh na obrazu. Tam smo spoznali več plemen, en od njih so recimo himbe, ki se namažejo s tako rdečkasto prstjo, da izpadejo še bolj take rjave, rdečkaste barve. In
To je res neverjetna volja do življenja, spoznavanja ljudi. Skupaj smo zaplesali, recimo, predstavili so nam, kako živijo. Živijo tradicionalno, ampak že malce bolj modernizirano. Ne? Tako da je res zanimiv svet. In pač se mi zdi, da vsakič, ko grem v tujino, še bolj cenim tisto, kar imamo doma. V bistvu si res, se zavem, da ves čas delam reklamo v naši državi, da razlagam, pri nas je pa tako, pa imamo morje, pa imamo gore, pa smo mehni, pa smo v 2 urah povsod. Vedno vabimo ljudi, da pridejo in pa si res rečem, wow, ampak mi res v lepi državi živimo. Radi se pritožujemo, ampak v resnici nam pa ni tako slabo, ne? In hudo. Za vse te podvige, za navsezadnje delovno energijo, za vse to potrebuješ kondicijo. Nabiraš jo kot rekreativna športnica, rada tečeš, pretekla si celo polmaraton novomeški, ne? Ja, sem. In pa veliko si v gorah. Ja. Ta moj prvi polmaraton je bil res v Novem mestu. Bil je v času covida in tako bom rekla, takrat so se pojavili samo najboljši tekači, ki so imeli časa trenirati neizprostno veliko. Ona se bo pa par teh, ki smo se prvič na kaj takega podali in prišla sem, mislim, da s 3 nohti manj nazaj. Mislim, da sem imela premajhne superge takrat in tudi nekako ta preizkus volje se je tudi pokazal v resnici. Ali da si trmasta, ne? Ali ne, ampak sem trmasta. Na koncu tudi zadnji kilometer sta z mano tekli moja mati in pa sestra, tako da to je bilo tudi posebno doživetje. Ampak sem zmogla, ja, tako da potem sem se malce bolj pripravljala in so bili naslednji podvigi lažji. Ampak ga imam pa tega novomeškega v lepem spominu, ker je bil prvi. Pohodi so pa druga ljubezen, ja bi rekla, tule imam tudi, praktično sem prinesla dnevnik Slovenske planinske poti, ki je že kar precej poln. Pravzaprav mi je ostalo še tisto, kar je najbolj zahtevno, to so razni jalovci in škrlatice. No, na Triglavu recimo sem pa že bila, za 30. rojstni dan je bila želja. Pa sem si na morju tako nesrečno zlomila prst na nogi, da smo mogli prestaviti na 31. rojstni dan. Gre črt s tabo v hribe? Samo če na vrhu koča in da imajo dobro za jest. To so njegove zahteve. On se ne zmeni toliko za tiste razglede, pa tudi hoja v hrib mu ni najbolj ljuba. Ampak ga prepričam. Grem potem jaz z njim kdaj tudi na kolo, ki je pa njemu bolj ljubo, tako da sva potem oba zadovoljna. Kaj pa najraje počneta skupaj, kadar ne potujeta? Če bi se dalo, bi potovala celo leto verjetno, ker se mi zdi, da sva takrat super tim in da nama gre res odlično se znajti v novih situacijah, super načrtujeva in tako naprej se zmeniva skupaj. Drugače se mi zdi pa, da oba uživava vsak v svojem delu, da to nama zapolni kar velik del dneva. Super pa nama je tudi vračanje na Dolenjsko, druženje z našimi sorodniki, starši, prijatelji in pa tudi razne športne aktivnosti. Ti kdaj pomaga pri snemanju? To je pa moja... Imaš svoj YouTube kanal, ne? Ja, to je pa tale moj GoPro, ki je zdaj že kar nekaj prestav, tudi nekaj je že star. Tudi v tem sem ga izmojstrila, ker ga včasih kar malce presenetim. Evo, zdaj boš pa tamle se postavil pa povedal to pa to. Tako da zdaj mu že ni več tuje, ampak se mi zdi, da se tudi ob snemanju teh raznih vlogov ali pa kakšnih pohodov kar super zabavava. Da ne pozabiva, tudi smučata rada skupaj, ne? Tudi smučava, ja. Pred kratkim smo se vrnili iz Italije, iz Dolomitov. Dokler je še sneg, jaz upam, da še nekaj let, mogoče desetletij se bo to še dalo, ampak če dalje težje je, ne. Barbara, imate kakšen seznam, na katere konce sveta bi želela še? Moja največja želja in ljubezen je Antarktika. Če bi se dalo, bi šla popolnoma na jug,
na led, gledati pingvine, pač to se mi zdi en tak fenomenalen in neodkrit kontinent, morda, kaj pa veš, nekoč. Drugače pa res, ja, toliko sveta še za videti se mi zdi, pa kakšna Južna Amerika, Avstralija, tudi severne države. Res je še veliko za odkriti, ja. Kaj pa na poslovnem področju, kakšne so želje? Zdi se mi, da zaenkrat tudi v novinarstvu še nisem rekla zadnje, da je še veliko zgodb, še veliko intervjujev za posneti. Tako da je še veliko manevrskega prostora. Morda si dam pa še spet kakšen izziv, morda napišem nekoč knjigo. In upam, da ti uspejo vse te želje, da se ti uresničijo, da navsezadnje nas preko velikega ekrana še dolgo razveseljuješ s takšnim znanjem, kot ga poseduješ, in z energijo, ki je vedno prijetna. Barbara, hvala za ta pogovor. Imej se lepo in uspešno nadaljuj svoje delo. Hvala lepa. Hvala tudi vam za vašo pozornost in srečno do našega prihodnjega snidenja.